A smo? Totalno sem živčen. Zakaj? V avtu sem poslušal 202 in je bila Angelca Likovič. Stari, ta baba govori kar navita, spominja me na Mišo Novak. Mišo Novak sem včasih poklical po telefonu, je začela govoriti, lepo na speakerphone, sem si lepo naštel en pornič, brisačke in žalbice in ko sem bil fertik, tudi sape še ni zajela. Sem zdaj v tej povezavi, pa veš, Angelca Likovič, pa čist druga slika. Te pet gremo. Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Predsednica in predsednika strank LDS, SD in Zares so v predvolilni kampanji še bolj očitno združili moči proti aktualni koaliciji, beri proti Janezu Janši. Borut Pahor, Gregor Golobič in Katarina Kresal so v središču Ljubljane snemali skupni predvolilni spot, ki naj bi ga v zadnjih dneh pred volitvami predvajali v slovenskih medijih. Vedno sem si želel biti igralec. Ok, pazimo, možete si? Može? Ok, Vendar ne v filmu Woody Allen. Ton, Teče. kamera Teče. in akcija. Ko gre za prihodnost, In nujne spremembe. Šteje zares vsak glas. 21. september. je za to dan D. Ko boste vi odločili, Pridite idite na na volitve. volitve. Zmagamo Skupaj bomo skupaj. zmagali. Še enkrat. Bravo. In že na prvi pogled je jasno, da bo to eden od udarnejših, modernejših, učinkovitejših, presenetljivejših predvolilnih spotov. Predsednik stranke Zares Gregor Golobič je v videospotu povedal, da gre za vabilo volivcem k udeležbi na volitvah in za ponovitev skupne zaveze za povolilno sodelovanje. Nekateri so hodili na Triglav, mi pa smo bolj med ljudmi, tu na tleh, na Tromostovju, tako da sporočilo pa je spet takšno. Volitve so odgovorna zadeva, vsak glas šteje, naj se ljudje udeležijo in kakorkoli se bodo odločili. Njihov glas bo imel vpliv in to je tisto ključno pri demokraciji. Predsednica LDS Katarina Kresal pa je takole interpretirala simbolični pomen predvolilnega spota treh voditeljev strank, ki je bil posnet na Tromostovju. Simbolično, so trije, ne? Tromostovje, trije. Wow, globok. Si opazil, Šiška? Ja, je simbolika, ne? Nekaj pove in tri različne ceste peljejo, tri različni mostovi peljejo k istemu cilju. K prihodnosti, k temu, da pogledamo dalje, da spremenimo to deželo, da bo zopet normalna. Da Vinčijeva šifra, simboli, kaj to pomeni? Nekdo iz ozadja, iz preteklosti, tri ulice, trije mostovi in danes tri stranke skupaj. Wow. V Vipavi je svojo kandidaturo predstavila poslanka SDS Eva Irgl, ki jo je podprl tudi minister za kulturo Vasko Simoniti. Srečno, Eva. Mislim, da je Eva Irgl pravi kandidat ali kandidatka za naslednje volitve za članico parlamenta. Mislim, da je izkazala veliko resnost in seveda tudi odgovornost. Irglovo smo vprašali, ali bi se lahko do volitev ustvarila še kakšna Patriji podobna novinarsko-politična zarota, ki bi lahko ogrozila zmago njene stranke z veliko razliko. No, mi jo težko, ker vemo, kaj delajo v medijih, ki so v lasti Boška Šrota ali pa gospoda Petana, tako da to ni pravo vprašanje zame. Pa verjamete, da je lahko še kaj takega, to volitev v tem tednu, samo še en teden je, kar bi lahko ogrozilo vašo zmago z veliko razliko? Lahko se dobijo kakšni dokazi, ki pa bodo ponarejeni, tako kot je bil zadnji v primeru Lipe in Saša Pečeta. Ah, Eva. Viš, njo je pa lepš gledati, kot poslušati. Milan M. Cvikl pa je zanikal očitke Branka Grimsa na našem soočanju. Ta, namreč Grims, je dejal, da naj bi bil v ozadju nastajanja oddaje Resnica o Patriji poslanec Socialnih demokratov.
Gospod Grims ima bujno domišljijo. Očitno misli, da tako kot lahko on vpliva na slovensko nacionalno televizijo, naj bi to bilo mogoče tudi na Finskem. V nedeljo pa je v Celju potekal 17. tabor Slovenske ljudske stranke. Govor predsednika stranke, ki na volitvah pričakuje 8% podporo, je ocenil predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Ciril Smrkolj. Njegov govor je bil dober. Ni pozabil na to, koliko so nekateri v tej ljudski stranki storili za uveljavitev demokracije v Sloveniji. In tudi poziv je bil jasen, gremo na volitve in zmagamo. Ste videli, kako je človeka sejem zmatral? Bogi reveš. Vse pa je šel ležati, veš. Sem prepričan. Ali pa naprej pit. Do težav prihaja v prenovljenem sistemu javnih plač. Glede svojega položaja so se pritožile tudi računovodkinje in knjigovodkinje in predvidevam tudi računovodje in knjigovodje, tudi moški, ne? V vzgojno-izobraževalnih zavodih. Direktorici direktorata za vrtce in osnovno šolstvo Mojci Škrinjar je bilo žal, da so svoje težave kopičile zadnjih 14 let. Sledil je nezadovoljen odgovor. Nismo se mi zadnji moment pripravili na sedanje stanje, kot je, ampak že 10 let se pritožujemo kot prejšnji vladi, kot sedanji in nobeden nič ne usliši. Dokumentacije morate imeti pa toliko gor, ne vem, v katero smer je šla, ali v peč, ali v predal, ne vem, ki jo končalo, vendar se že 10 let bojujemo, da nam bi izboljšali pogoje. Hvala. O predvolilni tekmi Silvester Šurla. Komentar dneva. Zmage na nedeljskih volitvah danes nima še nihče v žepu. Na dober teden stare volilne napovedi se ni moč 100% zanesti. Bitka bo huda, odločal bo vsak glas, volilni izid bodo odločili neopredeljeni, pa tudi tisti, ki ne bodo šli na volitve. Če bo na volitvah znova slavil Janez Janša, bo to njegova prva prava zmaga. Za tisto iz leta 2004 je bolj veljalo, da je izgubila LDS, kot pa zmagala SDS. Od tega, kdo bo prišel v parlament in kdo ne, ter koliko odstotkov bo kateri stranki uspelo osvojiti, bo tudi tokrat zelo pomembno pri sestavljanju prihodnje koalicije. Še posebej, če bo relativni zmagovalec nedeljskih volitev Janševa SDS. Če bo Janša res zmagal, kot so pokazale zadnje volilne napovedi, bosta na drugi strani največja poraženca nekdanji predsednik države Milan Kučan in njegov prvi izvajalec Gregor Golobič. Njuna velika žrtev pa bo predsednik SD Borut Pahor. Nedeljske volitve bodo zadnji spopad med Kučanom in Janšo. Če bo zmagala SDS, je s Kučanom konec. Golobič pa si bo naslednjih 4 leta lahko lizal rane v opoziciji in pripravljal nove kombinacije za ponoven pohod na oblast. Če pa bi ob morebitni relativni zmagi Pahorjeve SD levi sredini uspelo sestaviti vlado, bi morali v njej pomembno mesto prepustiti velikemu kombinatoriku Gregorju Golobiču. Ker se še iz časov LDS ta najbolje spozna na telekomunikacije in medije, bi bil lahko minister za zveze ali pa vsaj šef vladne službe za dezinformiranje. Na teh 2 mestih bi se lahko najbolje preizkusil v samoomejevanju in dokazal, da ni slovenski Stalin, kot ga je pred leti slikovito poimenoval Slavoj Žižek. Borut Pahor je svoje tovariše in tovarišice nedavno že pozval k splošni mobilizaciji vseh razpoložljivih sil. V skladu s to parolo sta bila poklicana na pomoč tudi bivši predsednik Milan Kučan in ljubljanski župan Zoran Janković. Njun angažma pa je lahko dvorezen, še posebej pri nagovarjanju neopredeljenih volivcev. Kučan je s svojim forumom 21 leta 2004 levi sredini že pomagal izgubiti volitve. Zakaj bi bilo tokrat drugače? Slovenija, 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 kulturac. Primož Ekart se zadnje tedne v Cankarjevem domu intenzivno pripravlja na uprizoritev nove predstave Ela, v kateri bo zaigral skupaj s Štefko Drolc. Glavna junakinja Ela živi v ličnem Modrskem kurniku in pripoveduje zgodbo svojega življenja. Pa so mi hoteli dati steleriji
Stilizirati so mi hoteli dati. Jaz sem pa že bila stilizirana. Mene so pa že v Noriševce, v Harusu so mene stilizirali. Jelena rekla, so pa rekla, jaz za koga pa ne. Jaz, da nam spet kakšnega froca staknila. O, ti Madonna, kakšen dežavi me je usekal. Me je za trenutek prav psihološko zaskrbelo. Kaj je to? Totalno čuden. Kletka, sam ne v Cankarjevem domu, ampak v Gleju. Čuden, ne vem, kaj to pomeni. A ja, Primož, Aleš Valič te pozdravlja. Še vreme, smo pri koncu oddaje. Drage državljanke, dragi državljani, ne nasedajte predvolilnemu vremenu, ki ga je vlada tajno uvozila z Kitajske. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Nasvidenje.